Spremljamo pomemben razvoj v odmevnem primeru proti nekdanjemu nogometnemu zvezdniku in igralcu, izbranemu v prvem krogu nabora. Domnevni morilec, za katerega preiskovalci pravijo, da se je obrnil na umetno inteligenco v poskusu prikrivanja svojega domnevnega zločina. And she's putting saying that I call 911 go like, what is going on? They're bringing up like, what the hell happened? Velika porota je pravkar obtožila Darrena Leeja za umor njegove zaročenke. Posnetek telesne kamere prikazuje, kako se je obnašal, ko so policisti prišli na kraj dogodka, in ta posnetek telesne kamere vam bomo tudi pokazali. Smrtna kazen je v tem primeru še vedno možna, vendar so tožilci pravkar umaknili ključno obtožbo. In to odpira nova vprašanja o tem, kako močan je njihov primer in kam bi lahko šel ta primer naprej. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Rad bi, da se vrnete približno desetletje nazaj, na Sugar Bowl leta 2015. To je ena največjih tekem v zgodovini nogometa. Ohio State Buckeyes so premagali Alabamo in bili na poti do osvojitve državnega prvenstva v univerzitetnem nogometu tisto leto. Najkoristnejši igralec Sugar Bowla je bil linebacker z imenom Darren Lee. Pomislite na to, bil je na vrhu sveta, zvezda, nogometna legenda. In to je bil šele začetek finančnega uspeha za Darrena Leeja, saj je bil nekaj mesecev kasneje izbran v prvem krogu kot 20. skupnost strani New York Jetsov. In v NFL je zaslužil milijone dolarjev. Zdaj pa se sooča z zelo resnično možnostjo, da bo preostanek svojega življenja preživel v oddelku za obsojence na smrt. Torej, čeprav je bil Lee izbran leta 2016, je podpisal pogodbo v vrednosti približno 10 milijonov dolarjev. Bil je nekakšno razočaranje. Ni bil dolgo v ligi. 4 leta je prehajal med različnimi ekipami, odigral nekaj več kot 50 tekem, nato pa je izginil iz lige. Vendar je v svoji karieri zaslužil milijone dolarjev. Omenjam njegovo ozadje, da boste razumeli, kdo je Lee in od kod prihaja. Toda bistvo tega primera ni nogomet. Koga pa to res zanima? Ko pomislite na brutalni umor ženske, ki je imela vse življenje še pred seboj. In Lee je obtožen, da je vzel življenje tej ženski. Njeno ime je bilo Gabriela Perpetua. Stara je bila 29 let. Njena osmrtnica pa kaže, da je delala kot medicinska sestra in da so jo imeli številni ljudje radi. Vidimo veliko slik, na katerih preživlja čas z družino in prijatelji. Zdaj je njena družina vložila civilno tožbo zaradi protipravne smrti proti Leeju in zahteva 50 milijonov dolarjev. In ta tožba osvetljuje, kaj menijo, da se je zgodilo v hiši, kjer je umrla februarja letos. Torej, vrnimo se na tisti dan, preden pridemo do teh novih dogodkov povezanih z obtožnico in obtožbo, ki je bila umaknjena. Pogovorimo se o tem, kaj policija pravi, da se je zgodilo v tisti hiši blizu Chattanooge v Tennesseeju 5. februarja. Sam Seven, oživljanje v teku, 29-letna ženska. Lee je bil tisti, ki je poklical številko 911. In vprašati se moraš, ali je bil to klic zaskrbljenega fanta ali pa klic morilca, ki je skušal prikriti svoje sledi. Torej, pogovorimo se o posnetku s telesne kamere, ki smo ga videli v tem primeru. Mislim, da je to res pomembno, ker pokaže, kako se je ta nekdanji nogometni zvezdnik obnašal, ko je policija prišla na njegov dom. Odkrijejo nekaj grozljivega. In želim, da opazujete govorico telesa Leeja, ko govori s policisti. Ta posnetek s telesne kamere so predvajali med zaslišanjem o utemeljenem sumu za Leeja. Kameram WTVC je uspelo posneti video s telesne kamere. Poglejmo si. We'll get you out of here. 100%. Oh my God. Torej, Lee policistom pove, da nima pojma, kaj se je zgodilo, da je našel Gabrielo neodzivno na kavču. Ampak pogledaš tudi njegovo govorico telesa. Priznam, da je govorica telesa včasih zelo subjektivna in ljudje lahko vidijo različne stvari, vendar se zdi precej miren. In ko slišiš za poškodbe, ki jih je Gabriela domnevno utrpela, se resnično pojavijo velika vprašanja o tem, kaj se je zgodilo v hiši. Po tožbi Gabrielinine družine je utrpela, citiram, hude telesne poškodbe, vključno, vendar neomejeno na
poškodbo glave zaradi delovanja tope sile, ki je povzročila hudo poškodbo možganov, zlom vratne hrbtenice, več prebodnih in ubodnih ran v predelu prsnega koša, trebuha in noge, obsežne odrgnine in modrice na levi strani obraza ter človeške ugrizne sledi na njenem telesu, kar je skladno z nasilnim fizičnim spopadom in namernim napadom. Pogovorimo se o ključnem dokazu v tem primeru za tožilstvo. In to je, kaj naj bi Lee domnevno storil, preden je poklical številko 911. Sporočila, vprašanja, ki jih je postavljal ChatGPT-ju. In ta sporočila vam bom pokazal v trenutku. Predtem pa moramo predstaviti še nekaj ključnih dokazov, ki so jih našli v hiši. Dokaze o vzorcih krvnih madežev, za katere policija trdi, da jih ima. In želim, da si ogledate ta posnetek s naroka o utemeljenem sumu, kjer policist razlaga, kaj so našli v hiši. To je vrh stopnic, ki vodijo po hodniku proti glavni spalnici. Torej vidite ves ta moder odtenek v videoposnetku. Policija pravi, da je to kri, ki so jo našli v hiši. In tukaj lahko vidite ta moder odtenek, ki prikazuje, kje naj bi bila v dnevni sobi najdena kri. Pravijo tudi, da so jo našli na stranišču. Našli so jo tudi v kopalnici. Našli so jo po vsej hiši. Celo v BMW-ju Leeja in tudi v kuhinji. Zdaj pa vključimo še del o umetni inteligenci, saj je jasno, da je bil to grozljiv prizor, ki so ga našli organi pregona. In to res odpira nekaj vprašanj, saj se zdi, da je Lee preprosto zmeden, zakaj je bila njegova punca neodzivna. Tožilci pa pravijo, da so v pregledu njegovega telefona in računalnika našli vprašanja, ki jih je domnevno poslal ChatGPT-ju, kot da bi bil ta njegov neuradni pravni svetovalec, še preden je poklical številko 911. Država meni, da so to obremenilni dokazi. Zato se bomo vrnili na to obravnavo. In na tej točki policist pojasnjuje nekatera vprašanja, ki jih je Lee zastavil umetni inteligenci. To bi bila zelena ocena, bi bila gospod Brady, ker je to njegovo vprašanje za spremembo. Torej, spet je tukaj nekaj pomembnih vprašanj, na katera morata Lee in njegova obramba odgovoriti, ko se primer nadaljuje. In nekaj teh vprašanj je, zakaj se zgodba, ki jo je povedal policiji in smo jo pravkar videli na posnetku telesne kamere, ne ujema z vprašanji, ki jih je postavljal v klepetalniku ChatGPT, preden so policisti prispeli. Bil je veliko bolj podroben v tem, kar naj bi spraševal klepetalnika, kot pa pri policistih, ko je rekel, da nima pojma, zakaj je njegovo dekle neodzivno. Pošteno povedano, videli smo le delček posnetka telesne kamere, ki obstaja. Tožilci so na tisti obravnavi povedali, da imajo približno 30 minut posnetka telesne kamere, vendar so zaradi obravnave o utemeljenem sumu predvajali le med 5 in 10 minut posnetka. Tako ne vemo, kaj naj bi Lee še povedal organom pregona. Rad bi tukaj prikazal eno od sporočil, ki jih je Lee domnevno napisal klepetalnemu robotu in je bilo pravkar predstavljeno na sodišču. Tako si ga lahko sami ogledate na tem zaslonu. Domnevno je vprašal, citiram: "Ne vem, kaj naj naredim zdaj. Zaročenka je spet naredila svojo noro stvar in zdaj je z njo hudo. Zbudim se in ima 2 otekli očesi. Nisem naredil ničesar, kar bi si povzročil sam. Zabodla se je, prerezala si je oko, ne vem, ampak se ne prebuja in ne odziva. Kaj naj naredim?" Lee v posnetku s telesno kamero, ki smo ga gledali, ne reče nič takega. Zdaj pa je naslednje vprašanje. Kako to, da ne ve ničesar o tem, kaj naj bi se zgodilo? Po hiši naj bi bila povsod kri. V njegovem avtu, v kopalnici, v kuhinji. In vrno policiji očitno pripoveduje zgodbo, da jo je poskušal zbuditi, jo vprašal, ali bi morda želela kaj jesti, pa se ni zbudila. Zato je poklical številko 911. A vendar še eno pomembno vprašanje za obrambo, ko se primer nadaljuje. Zdaj bi se rad posvetil novim informacijam, ki jih imamo o primeru, saj jih je velika porota pravkar slišala in je obtožila Leeja za umor prve stopnje. In če je Lee kriv te obtožbe, bo preostanek življenja preživel v zaporu. Tožilci pa še niso sprejeli odločitve, ali bodo v tem primeru zahtevali smrtno kazen, kar naj bi bila odločitev, ki jo bodo sprejeli v prihodnjih tednih. Kar se tiče Leeja in obtožb, s katerimi se sooča, se zdaj sooča z eno obtožbo manj kot pred obtožnico. Tožilci so zavrgli obtožbo o prirejanju dokazov. Associated Press poroča, da je to zato, da se lahko zdaj bolj osredotočijo na glavno obtožbo umora prve stopnje. Zdaj je tudi pomembno omeniti in zanimivo bo videti, koliko bo to dejansko vplivalo, če bo primer prišel na sojenje. In ko se ta primer nadaljuje, je pomembno omeniti, da to ni prvič, da naj bi bil Lee nasilen.
Ob njegovem aretaciji februarja zaradi umora Gabriele je bil po poročanju AP Lee na pogojni kazni v okrožju Franklin v Ohiu, to je tam, kjer je Columbus, in okrožje Alachua na Floridi. Obtožen je bil 3 ločenih domnevnih napadov, vključno z domnevnimi napadi na svojo mamo in mater enega od svojih otrok. Predem povabim našega strokovnjaka, ki ga bomo vključili, želim to pokazati na zaslonu, ker je v primerih domnevnega nasilja v družini zelo pomembno, da ljudje vedo, da je pomoč na voljo. Če vi ali kdo, ki ga poznate, potrebuje pomoč, lahko pokličete telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja v družini. Številka je 1-800-799, SAFE, to je 7233. Lahko tudi pošljete SMS z besedo START na številko 88788. Pomoč je na voljo 24 ur na dan. Z nami je zdaj, da bi govoril več o tem primeru, odvetnik za kazensko obrambo Erik Fetus. Vedno je odlično, da ste tukaj na Law & Crime. Zanimivo je, da sta postala ChatGPT in ti klepetalni roboti z umetno inteligenco vse bolj priljubljeni. V določenih primerih smo videli, da se ljudje, ki so obtoženi kaznivih dejanj, obračajo na ChatGPT. Kaj si mislite o tem, kar naj bi Darren Lee vprašal umetno inteligenco, preden je policija prišla na njegov dom? No, nekaj stvari. Ali ti obtoženci res ne razumejo, da so vsi moji SMS-i, vsi moji klici, moja e-poštna sporočila, vse to je lahko vidno? A mislijo, da je ChatGPT nekaj skrivnostnega, nekaj povsem drugega? Ne razumem tega. Kot da bo to očitno prišlo na dan v sodnih pozivih in digitalni forenzični analizi. In ko pogledaš to, veš, kako to izgleda, mislim, da obstaja več interpretacij, Kris. Ena razlaga je, da poskuša dobiti zdravniško pomoč, ne da bi vpletel policijo. Je to zato, ker je naredil nekaj narobe, ali pa zato, ker se je zgodilo nekaj slabega in je na pogojni kazni. Veš, tam je več možnih razlag. Ampak mislim, da je v tistih poizvedbah v klepetu ChatGPT veliko zanimivih podrobnosti, ki nasplošno ne izgledajo najbolje. Ker mislim, da je to za njegovo obrambo, ker po eni strani, če pogledaš od zunaj, si misliš, da je zagotovo sumljivo, če nekdo gre na klepet ChatGPT in sprašuje. Ampak ne vem, če to govori v njegovo obrambo. Recimo, on res pravi, da ni naredil ničesar v sporočilu, kar veš. Prav tako pravi nekaj v smislu, da ona spet počne svojo noro stvar. In ni jasno, kakšna je Gabrieline zgodovina duševnega zdravja ali kaj podobnega. Ampak vsaj, če si odvetnik obrambe, si zdaj prisiljen v to, da je to tvoja obramba, kar bi pomenilo, da je imela neko težavo in da si je to nekako naredila sama, glede na to, da se tako zdi. V teh sporočilih je vprašal klepetalnega robota. Zagotovo bodo te izjave uporabljene proti njemu. Ali to pomeni, da so njegove obrambe omejene? Ne nujno. Veste, obstajajo tudi druge možne obrambe, ki bi lahko prišle v poštev. Obstajajo tudi morebitne obrambe na podlagi duševnega zdravja. Obstajajo tudi drugi načini, kako opisati, kaj obramba meni, da se je zgodilo. Ampak, veš, ko prideš v sodno dvorano, Kris, ne moreš zanikati nečesa, kar je črno na belem in očitno prisotno. To se je pač zgodilo. In zato moraš ugotoviti, hej, kakšna je ustrezna razlaga tega? In kako lahko to predstavim poroti na način, ki je skladen z našimi drugimi obrambami? Ko kar za nekatere predobravnavne zadeve, ki se dogajajo, če sploh pride, veste, do faze sojenja, mislim, kako težko je to. Če organi pregona rečejo, hej, preiskali smo telefon, to smo naredili zakonito z nalogom za preiskavo in našli smo to, kar je iskal na ChatGPT tik preden je policija prispela na njegov dom, kaj lahko obrambni odvetnik stori, da bi poskušal to izločiti kot dokaz? Torej nekoliko drugače. Če so šli skozi postopek pridobitve naloga za preiskavo, to pomeni, da je sodnik že rekel, hej, obstaja utemeljen sum, da lahko državni organi dostopajo do te digitalne naprave in zasežejo podatke. Zato morate pogledati, ali so državni organi ta dejanja izvedli v skladu s tem nalogom za preiskavo. Včasih državni organi močno prekoračijo dovoljeni obseg. Morda nalog za preiskavo pravi, hej, lahko pogledate te pogovore ChatGPT. In potem vlada pridobiva e-pošto izpred 10 let in veste, več 10 tisoč drugih gradiv, to se mi je že zgodilo. In vložil sem predloge, v katerih sem rekel, hej, vlada je tukaj ravnala nesprejemljivo. Dobili so celotno preteklost te osebe, do katere imajo dostop, večina tega pa sploh ni pomembna. Torej, obstajajo predlogi, ki jih je mogoče vložiti, vendar bo sodnik običajno rekel, hej, prejšnji sodnik je že ugotovil utemeljen sum za to.
Ali pravite, da ni utemeljenega suma? In to je težak argument. Darren Lee je nekdo, ki je bil na pogojni kazni v času, ko so njegovo bivšo dekle našli mrtvo. In seveda je bil aretiran in se zdaj sooča z obtožbo umora. Kako verjetno je, da bi porota to slišala, če bi šlo do sojenja? Torej, da to ni prvič, da je bil nasilen do nekoga. Pravzaprav sem prebral v poročilu Associated Pressa, da je obtožen napada na mater svojega otroka in na svojo lastno mamo v tistih primerih, zaradi katerih je na pogojni kazni. Kako velik problem bi to lahko bil za obrambo? To je problem v več pogledih. Ko pogledate tista vprašanja v pogovoru z ChatGPT, je eno izmed njih nekaj takega kot, kako dobim zdravniško pomoč, ne da bi prišla policija. In to bi lahko bilo zato, ker jo je ubil. Obramba pa bi lahko rekla, ne, to je zato, ker je bil na pogojni kazni, bil je prestrašen, ni želel, da pride policija. Ampak če vzamete to razlago in jo predstavite poroti, to pomeni, da je bil že na pogojni kazni zaradi nečesa. Morda dobite omejevalno navodilo od sodnika, da hej, ne smejo izvedeti, zakaj je bil na pogojni kazni. Samo to, da je bil na pogojni kazni, ker to pojasnjuje stvari iz pogovora ChatGPT. Ampak obstajajo tudi prejšnja dejanja proti tej domnevni žrtvi, ki bi jih lahko uporabili proti njemu, da pokažejo njegov motiv, da pokažejo njegov namen. Take stvari se pogosto uporabljajo v primeru družinskega nasilja, kot naj bi bil ta. In ko pogledamo, kje smo zdaj, torej najnovejše informacije, ki jih imamo o tem primeru od aretacije Darrena Leeja, samo vedno znova se vračam k temu, da to ni prvič, da smo videli nogometaša ali slavno osebo seveda, ali nekoga, ki je v težavah na tak način. Ampak če pomislimo, da je bil to človek, ki je nekoč podpisal pogodbo za $10 milijonov in zdaj je tukaj, potem ko je bil 5 let izven lige, zdaj pa se sooča s temi obtožbami. To je res neverjeten padec iz milosti. In zdaj je bil obtožen umora svoje zaročenke, sprva pa se je soočal tudi z obtožbo poseganja v dokaze. Te obtožbe pa ne bo več. In kot je to povedal AP, tožilci se lahko zdaj osredotočijo na glavno obtožbo umora prve stopnje. Kakšna je lahko tukaj strategija? Oziroma, vem, da ste kazenski zagovornik. Kaj vam to pove, da se Darren Lee s to obtožbo ne sooča več? Seveda, torej, veste, seveda nisem bil prisoten v postopku pred veliko poroto, ne poznam natančno dejstev, na katerih bi lahko temeljila ta obtožba. Ampak to mi pove, Chris, da želi tožilstvo tukaj ravnati previdno. Nočejo, da bi izpadli, kot da pretiravajo z obtožbami. Nočeš izpasti, kot da nekoga preganjaš bolj agresivno, kot je pravično in primerno. Zato se osredotočajo le na glavno obtožbo in ne poskušajo dodajati dodatnih obtožb, kar je smiselno v tem kontekstu razmišljanja. In kar mi to tudi pove, je, da je bila ta obtožba morda osnovana na nekem dejanju po smrti, morda poskusu prikrivanja nečesa. In nočejo, da bi se porota zapletla v podrobnosti in sprejela nekakšno kompromisno odločitev, kjer bi rekli, hej, nismo povsem prepričani glede umora, ampak obsodimo jih zaradi tega poseganja v dokaze in zaključimo zadevo. Tožilstvo tega noče. Ja, in seveda, če tožilstvo meni, da ima res močan primer glede obtožbe za umor prve stopnje, mislim, če ga v Tennesseeju spoznajo za krivega, ga to vsaj za preostanek življenja pošlje v zapor, še vedno pa bi lahko bil soočen tudi s smrtno kaznijo. Ko gre za ameriški nogomet. In v tej zgodbi je toliko stvari, čeprav sem omenil njegovo nogometno preteklost. Bil je izbran v prvem krogu nabora, a navsezadnje ta ženska izgubi življenje. Torej, koga sploh briga, da je igral v NFL in vse to? Ampak v primerih, kjer so vpleteni nekdanji igralci ameriškega nogometa, vedno znova slišimo za CTE, ne glede na to, ali je to res ali ne. Veš, spomniš se igralcev, kot je Junior Seau, ki je umrl. In veš, njega niso obtožili tega, česar je obtožen Darren Lee. Ampak ljudje kažejo na CTE kot nekaj, kar ga je resnično prizadelo kasneje v življenju. Darren Lee je igral na položaju linebackerja. To je kot prometna nesreča pri vsaki posamezni igri. Kako učinkovito. In vem, da sem tudi, veš, to je dolgo vprašanje, ampak CTE je nekaj, za kar ne vemo, ali ga ima nekdo, dokler ne umre in dokler ne moremo opazovati njegovega možganja. Kako ste videli argumente v CTE v primerih, kjer je morda vpleten nogometaš? Kako učinkovito je to lahko, če želi obramba to uporabiti?
Kris, to je zelo nov razvoj in zelo novo za pravni sistem. To je razmeroma novo tudi za medicinsko znanost, vendar se pravni sistem s tem še ni veliko ukvarjal. In veste, moj pomislek je, da je to resnično in da je povzročilo, da so nekateri ljudje ravnali na načine, kot jih sicer ne bi, oziroma, oprostite, na načine, ki jih niso mogli nadzorovati. In to je morda lahko podlaga za pravno obrambo na drugi strani. Mislim, da so ljudje, ki so bili morda v tej in podobnih panogah, ki so se ukvarjali s športom in to počeli, in morda bodo poskušali to uporabiti kot izgovor. In zato se bodo sodišča resnično morala soočiti z vprašanjem, kako ugotoviti, ali je to dopustno, v katerih okoliščinah, kakšne medicinske ugotovitve morajo biti prisotne. Preden lahko obtoženec preprosto reče, hej, bil je v, se veste, NFL, in zato mora imeti CTE in se ni mogel nadzorovati, morate ga oprostiti. Mislim, da tudi po tej poti ne moremo iti. Ja, in tudi se sprašuješ, če pride do točke, ko se vključi CTE, veste, ali to, veste, preden je obsojen za umor, če se to dejansko zgodi tukaj in imamo še dolgo pot pred seboj. Veste, če bi uporabili CTE, bi se spraševal kot argument, ali porota pogleda na nekoga kot, no, to je tip, ki ima nagnjenost k nasilju, ker je igralec ameriškega nogometa. Ko imaš stranko v takem primeru, kjer je obtožen umora, igralec ameriškega nogometa, ki mi pride na misel, je Aaron Hernandez, ki je bil obtožen več umorov in spoznan za krivega. Kriv vsaj enega, mislim, da je bil dvojni umor, tisti, ki je bil kasneje v pritožbi, preden je umrl. Ampak kot odvetnik obrambe, kako bi želel, da se Darren Lee predstavi poroti, glede na to, da se boš morda moral soočiti z nekom, ki bo rekel, da je ta tip nasilen nogometaš, nekdo, ki je že na pogojni zaradi več napadov. Kako prepričaš poroto, če si obramba? In seveda, tožilstvo bo povedalo zgodbo o njegovi zaročenki in zdi se, da je bila res dobra oseba. Kako predstaviš Darrena Leeja poroti, da ne izpade v slabi luči? Seveda, mislim, vsak ima svoje težave, vsak ima probleme. To velja za bogate in slavne, pa tudi za človeka na ulici. In to je nekaj, s čimer se lahko povprečen porotnik poistoveti. Poglejte, njegova kariera je bila končana in to je lahko precej kruta ugotovitev, kot ste rekli, nekakšen padec v nemilost v tem smislu. In veste, za človeka, ki mu ne gre najbolje in se sooča z številnimi težavami v življenju, potem pa se zgodi še ta tragedija, če trdi, da tega ni storil. Veste, to je še en način, kako ga predstaviti, da ni le ta, veste, privilegiran, uspešen, profesionalni nogometaš z neko preteklostjo, o kateri porota morda ne bo izvedela vsega. Ampak je tudi povsem običajen človek, ki se resnično sooča z življenjem po koncu profesionalne kariere. Ligah. In zato ni nobenega priročnika. Zato mislim, da jih moraš na nek način predstaviti kot ljudi in poroti omogočiti, da postane dovzetna za tvojo zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. Ja, in ne vem, kakšno je njegovo finančno stanje. Veš, podpiše pogodbo z Jets, ko je izbran v prvem krogu, mislim, da je bil 20. po vrsti. In dobi pogodbo za $10 milijonov. Veš, od leta 2020 ni igral. In nekako je menjal ekipe v ligi, po določenem času pa izpadel. Torej, kaj je počel zadnjih 5 let? Ni živel v kakšni razkošni vili. Pomislil bi, da bi nekdo, ki je v karieri zaslužil $10 milijonov, živel v taki hiši. Družina Gabriele Perpetuo vlaga odškodninsko tožbo zaradi protipravno povzročene smrti v vrednosti $50 milijonov. 50 milijonov je veliko denarja. Kako se v civilnih zadevah v takšnih primerih določi višina odškodnine? Seveda ni denarja, ki bi lahko nekoga vrnil nazaj, a če vemo, da je to 5-krat več, kot je zaslužil v svoji karieri v NFL, kako potem odvetnik pride do številke 50 milijonov? Seveda. Torej, če pogledate težo te izgube in izgubo za nove tožnike, ki bodo družina žrtve, veste, kaj je ta oseba pomenila družini? Kaj je pomenila skupnosti? Kaj je pomenila svetu? Ali je ta oseba zagotavljala kakšen dohodek družini? Pogledate takšne ekonomske vidike in resnično samo hudo izgubo življenja. To je zagotovo izguba v 7-mestnem znesku. Ampak resnično, kar pride v poštev, Kris, je tudi izterljivost prisojene odškodnine v takšni tožbi zaradi neupravičene smrti. Lahko imate sodbo za nešteto milijonov $. In če oseba nima premoženja, da bi to plačala, ne boste dobili ničesar.
Ja, kako to deluje? Torej, veš, in spet, pred nami je še dolga pot. Nedolžen je, dokler ni dokazana krivda. Recimo, da ga spoznajo za krivega. In veš, ta tožba za 50 milijonov dolarjev bo porota v civilnem postopku, verjetno šele dolgo po koncu tega primera, na koncu odločila. Kaj se zgodi finančno? Mislim, ali veš, vem, da si upravičen do 50 milijonov dolarjev, ampak če je on v zaporu, ni verjetno, da bo kdaj imel ta denar. Saj ga niti prej ni imel, vsaj ne v takšni vsoti. Veš, kako bo Darren Lee sploh lahko plačal odvetnika na civilni strani? Prav. Običajno, če obstaja ustrezna zavarovalna polica, zavarovalnica določi odvetnika. V teh okoliščinah ne vidim, da bi se to zgodilo. Torej, plačevanje odvetnika, veste, več 10 000, morda celo več 100 000 dolarjev, in potem imate na koncu še več milijonsko ali celo več 10 milijonsko sodbo proti sebi. Kaj se zgodi je, da bi toženec na to šel v stečaj in bi obstajala določena prednost različnih terjatev proti njemu. Drugi ljudje, katerim bi bil morda dolžan, bi vložili svoje terjatve. Na to pa bi stečajni sodnik rekel: tukaj je 50 000 dolarjev premoženja. To bomo razdelili tako enakomerno in pravično, kot lahko. In ti ljudje ostanejo na cedilu z res neizmerljivo izgubo bližnjega in brez kakršnega koli resničnega nadomestila. Ja, in samo pomisli, tudi on se je moral že prej ukvarjati s pravnimi težavami, veš, v več primerih napadov. Pravna obramba pred obtožbo umora ni poceni. In potem, seveda, ko enkrat zaslužiš ta denar, pogosto slišimo, da športniki bankrotirajo. Ne vem, kakšno je njegovo finančno stanje. Prepričan sem, da bo to prišlo v poštev, ko bo primer napredoval. Erik Fetis, odvetnik za kazensko obrambo, Mile High Leo iz Denverja, Colorado. Hvala, da ste si vzeli čas in bili z nami tukaj na Law & Crime. Vesel sem, da sem lahko z vami. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Oddajo zdaj predvajamo tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.